Moram še tole posnet, no. Včerajšnja groteska, farsa, burleska, ne vem, kaj bi še rekel, ne. Ko sta se tale verski guru Troha, pa tale predrznes Zoran Stevanovič tam prerekala, da ne rečem kurčila. Troha je prej začel, dobil celo malo primata, požel 5 minut slave pred tisto, ne vem, 5000 glavo množico. Stevanovič ni vedel od muke, kaj bi. Se potem je prevzel primat in potem pa Troha od muke ni vedel, kaj bi. Mislim, mi rabimo zakon o mentalnem zdravju, ne. Zdaj si to izkazali, da ga rabimo. Ker tale Troha, ne, za razliko od Stevanoviča, ne, oba imata neko osebnostno motnjo, en histrionično, en pa grandiozno narcistično. To je malo razlike, ne. Ker tale Troha je fejst, po domač povedan, pretegnjen, ne. Zdaj, jaz sem to že parkrat izpostavil, tudi po oddajah v Faktorju Ura moči, razložil, kaj je to histrionična osebnostna motnja, kaj je narcistična osebnostna motnja, kaj je prodor nezavednega v zavest kot simptom. Delam razlike med Jenulom, Troho in Stevanovičem ali pa Čordičem pa tako naprej. Ampak to bi morali psihiatri narediti. Uradni psihiatri, psihoterapeuti, psihologi. Jaz sicer sem tudi sociolog kulture, mene zanima sociologija norosti. Ne? In zdaj bi rad tega Troho predstavil v tem videu, kako alergični on na mene, ker jaz sem en redkih, ki sem ga transparentno in javno razkrinkal. In on mi grozi zdaj s tožbo. Tole je bilo par dni nazaj v Tivoliju posneto. Za hec je dobro si tole pogledati. Dajmo pogledati tole. Tole je ta Troha. Pa dajmo slišati. In pot je zelo enostavna. Pot je že danes, lahko pridete sem na pogovor, da se zmenimo, kako širiti naprej. Jutri pa sploh od 9 naprej, pa do večera, se nas naj tukaj nabere čim več, ker mi rabimo zdaj tukaj dobiti med 3 in 5 tisoč ljudi, da se potem pokaže, da se je narod začel združevati na pravih osnovah, na čistih, iskrenih osnovah, celovite rešitve, da vsi skupaj zmagamo. In ko se to zgodi, bodo prišli seveda avtomatično tudi drugi, ker bo grdo rečeno potegnil ta, ker jaz zelo nerad govorim, čredni nagon, ampak zaenkrat smo ljudje taki, da radi pridemo tja, ker je polno ljudi, da se integriramo znotraj, da se skrijemo, da nas ne vidi sosed, kar je iz mojega gledišča popolnoma brez veze. Glejte, jaz sem izpostavljen že leta, pa kaj me briga, kaj si to o meni misli. Da sem nor, da sem ne vem kaj vse govorijo, celo neki, ko so malo za psihiatre. No, gospod Vodeb, glejte, Bog vam naj pomaga in vas blagoslovi, da bi s tem prenehali, ker je to kaznivo dejanje, da se ne bomo rada srečati potem, ko to uredimo pred obličjem pravične pravne države, ker boste obžalovali, da ste to delali, kar zdaj delate. Očitno ste nadomestili vašega nekšnega kolega Rugla, ki je tudi o meni isto govoril, kot zdaj vi. Očitno ste plačani za to, da pljuvate po vsakemu, ki dvigne glavo iz sivega povprečja. In glejte, se vam v resnici ne zamerim, ampak vas pomilujem, kot vsakega, ki se na mene spravil na tak način, in vas opozarjam, da vsi tisti, ki so se na mene spravili na tak način, so doživeli v življenju slabo. In je to logično v smislu zakona vzroka in posledice, kar seješ, to žanješ. Tako da, lejte, jaz nočem nobenemu nič, želim pa živeti končno v drugačni državi. Stop! Želim, da moji otroci in vsi otroci v tej Sloveniji živijo normalno življenje,
da bodo Pa lahko tega še kar razvili zelo svoje modra. potenciale doma. No, če dobi tale troha možnost vladanja, pa to sem rekel že Šiškotu v Faktorju, drugi dan so ga potem zaprli, ne? Če dobi takle kot je Troha, ali pa Šiško, ali pa Zoran Stevanovič, moč in oblast, veste, kaj mi dobimo? To, kar je dobila Nemčija leta, ne vem kdaj, pa 38, koncentracijska taborišča, sodišča po hitrem postopku, mene v trenutku likvidirajo, pa še polovico drugače misleče Slovenije. Če prijo takli zblojenci na oblast. Ne samo Troha, ki je res nor. Histrionična osebnostna motnja je huda motnja, ker ima nanašalne blodnje v rangu psihoze. To je blaznost. Stevanovič kot patološki narcis zna biti še hujši. Ker tam on namami dosti normalne ljudi, ki so samo vodljivi, v stiski, sugestibilni, za Troho pa še kmet ve, da je pretegnjen. Čeprav on ima tam 50 ovc okoli sebe, večina njih ima diagnozo, psihiatrično diagnozo, polovica jih pa še nima diagnozo. Zakon o mentalnem zdravju mora tele ljudi ne zapreti, ampak jih dati na zaprte oddelke psihiatričnih klinik in se jim mora pomagati. Trohi je treba v resnici pomagati. Ko se bo Troho v red spravilo, bo kar naenkrat zdravih še 50 ljudi okrog njega. Saša Petek, ki bi že zdavni morala biti pravilno servisirana v smislu psihoterapije, ali pa tale njegova partnerka Andreja Repše. Dosti je.